pozdravljam v imenu Slovenskega sociološkega društva. Hvala, da ste se odzvali povabilu na naše pogovore. Današnji prvi pogovor bo usmerjen v politični sistem in razprave okrog sprememb političnega sistema. Odločili smo se, da v naše vrste povabimo tako tiste, ki se strokovno ukvarjajo z vprašanji političnega sistema, neposredne demokracije, volitev, e-demokracije, mesta žensk v političnem sistemu, kot tudi vse tiste, ki so se oglašali v zadnjih nekaj mesecih v različnih diskusijah, na razpravah, na protestih in tako naprej, ki imajo ideje o tem, kako bi veljalo naš politični sistem spremeniti. Okroglo mizo pa bo vodil Samo Uhan, član predsedstva Slovenskega sociološkega društva. Med nami pa so, bom začela kar na moji levi, Mateja Kožuh-Novak, ki je tukaj zato, ker so v vrstah Zveze društev upokojencev pripravili predlog volilnega sistema. Potem je tukaj doktorica Tanja Oblak-Črnič, ki se strokovno ukvarja z vprašanji e-demokracije. Dr. Bojan Bugarič z Pravne fakultete, ki bo tudi naslovil vprašanja v zvezi z spremembami političnega sistema, najverjetneje tudi referendum in s kakšnimi drugimi vprašanji. Dr. Slavko Gaber iz Pedagoške fakultete, že omenjeni Samo Uhan, doktorica Vlasta Jalošič z Mirovnega inštituta, ki bo med drugim seveda naslovila tudi vprašanje mesta žensk, dr. Nikola Janovič iz tistega dela civilne družbe, ki je aktivno se umešala v politiko, kot bi bila, kot bi rekla Vlasta Jalošič, ne samo ženska, ampak tudi drugi aktivni subjekti. Sonja Lokar iz vrst Dame naprej ali nič več brez nas žensk in Vuk Čosič, ki se ukvarja z vprašanji e-demokracije. Samo Uhan, beseda je tvoja. Hvala lepa. Lep pozdrav seveda tudi v mojem. Kot vidite, nas je kar nekaj, oziroma sogovornikov je več, jaz sem voditelj, moderator in bom poskušal biti seveda čim bolj tih, zato da bodo naši sogovorniki imeli prostora. Pripravil sem seveda nekaj izhodišč, nekaj vprašanj, pripravila sva skupaj s predsednico. Tema, o kateri se bomo pogovarjali, je aktualna tema. Spremlja nas že zadnjih nekaj mesecev, pravzaprav v bolj strukturnem smislu v zadnjih nekaj let, samo da se daj eskalira in kar sama od sebe se postavljajo vprašanja. Torej, debato bomo poskušali umestiti v aktualni, politični, socialni, najširši družbeni kontekst. Nekoliko smo strukturirali, tako kot ste lahko že razbrali iz naših sogovornikov, sogovornikov. In sicer se bomo poskušali pogovarjati o ideji in izzivu neposredne demokracije, ker je to ena od zahtev ustajnikov in ustajnic. Potem bomo poskušali debato razviti v pogovor o ideji spremembe volilnega sistema. Imamo konkretno pobudo, imamo nekaj izkušenj, imamo pravzaprav referendum na to temo, ki je za nami in dileme in vprašanja v povezavi s tem. Radi bi povedali nekaj tudi kaj več o ideji e-demokracije v smislu porajajoče se zahteve po večji in drugačni politični participaciji. Radi bi povedali kaj o potencialu, ki ga prinaša tehnologija in socialna mreža v tem smislu in to umestiti tudi v aktualni dogodek. In seveda ne bomo pozabili na temo, čeprav je zdaj se čisto slučajno znašla na zadnji točki, pa se mi zdi zelo pomembna. Skušali bomo povedati kaj več o umeščanju ženskega principa v slovensko politiko, če mi ga je dovoljeno tako imenovati, ali pa ga bomo drugače poimenovali. Vsekakor se mi zdi to vprašanje, ki je pomembno in umestno in bi rad slišal kaj več na to temo.
Da ne bom preveč dolgovezil in kot rečeno, rad bi, da moje sogovornice in pa sogovorniki o tem kaj več povejo. Vidim nekako na prvo točko našega pogovora in sicer bi to prvo točko umestil seveda kam drugam kot v vstajniško vstajnike in vstajnice, ki so, in to moramo vstajnikom priznati, ponovno artikulirati idejo, ki je starejša, kot so naši vstajniki in vstajnice, mnogo starejša, pa vendarle dobiva novo vsebino in nove pobude, in sicer idejo neposredne demokracije. V naboru zahtev glede sistemskih pa institucionalnih sprememb, ki jih slovenski vstajniki naslavljajo politični eliti, predvsem ima zahteva po neposredni demokraciji zelo izpostavljeno mesto. Hkrati pa se zdi, da ta ideja, ki se sliši atraktivna, demokratična in utemeljena, da je ta ideja, tu pravičujem, pa tudi malce provociram, razmeroma slabo artikulirana. Še največkrat slišimo pozive k delitvi dela, če lahko to rečem, med posredno in neposredno demokracijo, čeprav ni jasno, kaj naj bi to pomenilo. Torej gre za vprašanje, ali so demokratični forumi, ki se pojavljajo, pa zametki svetov, pa oblike delovske participacije, pa skupščine, pa mestne četrti, ali so to preprosto sinonimi za nove oblike aktivnega državljanstva, ko participacije razumemo na več nivojih, ali pa so to pravzaprav pojmi, ki imajo neko legitimiteto, ampak so ta hip bolj medijsko všečni kot resna alternativa. Izval bi mogoče najprej kolega na moji levi, kolega Janoviča Ostajnika. Ja, tako. Ok, dobro. Pozdravljeni si. Zdaj vidim, samo rad provociram na tej ravni. Jaz mislim, da so kar zadeve konkretne. Predvsem zato, ker so že v praksi. Če grem v praksi, mislim, da imamo najprej lokalne mestne četrti v Mariboru, urbane brazde, katere so pokazale, da dejansko lahko mestna četrt deluje in funkcionira na principu spora oziroma spopad občanov. Da začnejo reševati konkretne probleme, kateri imajo v življenjskih okoliščinah, kateri živijo. Skratka, to je prvi korak v neki neposredni obliki demokracije. Na politični ravni, na ravni političnega sistema, gre pa za druge zadeve. Predvsem tiste, katere pa si želimo, da bi se uveljavile, da bi omogočile, da bi se uvedli neke oblike, inštituti neposredne demokracije, kateri bi omogočili predvsem neko večjo transparentnost sodelovanja političnega sistema. Predvsem tle mislim na par teh inštitutov. Eno od teh je v bistvu ljudska nezaupnica, ki bi bila kot taka namenjena neposredno političnim funkcionarjem. Predvsem v tistem smislu, da bi lahko nadzirali njihovo delo in funkcionarje odpoklicali, če tega dela ne opravljajo v skladu s pravili določbami in tako dalje. Ne zgolj v smislu nekega referendumskega vprašanja, ampak tudi smo že takrat v bistvu v njegovem mandatu, da bi na način nekega referendumskega načina lahko zbirali neke podpise in na način kvorumske odločitve ga odpoklicali. Drugi inštitut tak je bil v bistvu ti zbori občanov, kateri omogočali, da bi uvedli neko obliko participativnega proračuna. Predvsem mislim na to, da bi omogočali nadzor nad uporabo. Pa ne samo v Porto Alegre, kot edino tako mesto, katero res funkcionira kot v principu. Obstajajo drugi zametki, tudi Hamburg, pa Leipzig, pa Lizbona, da niso zgolj Porto Alegre, kateri je v bistvu 1,5 milijona prebivalcev, katero funkcionira na ta način. Pa ne gre konkretno za to, da bi civilna družba upeli v same procese odločanja. Pa ne samo odločanja, ampak tudi predlaganja in nadzora. Seveda, potem se tudi dotaknemo referendumskih zadev, pa ne gre zgolj, da bi omejili referendum, kar neki poskus, ampak gre se tudi, da bi
referendum postavili neko mejo, ne, določeno vprašanje ne morejo biti stvar referenduma. Predvsem mislim v kontekstu vprašanja manjšin, potem določenih človekovih pravic in tako dalje. Ne. To so, na primer, ta 3 inštituta, katere bi lahko zdaj upeljali. Dolgoročno seveda gledamo, da bi neposredno demokracijo lahko v politični ravni upeljali skozi elektronsko obliko, skozi elektronsko neposredno demokracijo, katera bi omogočila ravno tisto transparentnost, kateri držimo, transparentnost funkcioniranja. Danes sem najprej bral protikorupcijski komisiji, katera pravi, da je edini način za nadzor dela transparentnost. Ravno ta transparentnost, ki bi omogočala skozi e-demokracijo, je to, kar mi dolgoročno si želimo. Hvala za enkrat izvabil kolega Bugariča z vprašanjem, ali kaj od tega, kar smo ravnokar slišali, sistem, ki ga imamo, ne omogoča oziroma celo izrecno preprečuje. Pravi, rad bi slišal vas odgovor na vprašanje, ali je mogoče vse to, kar smo slišali, umestiti v kontekst, ki ga pravzaprav poznamo, ki je tu prisoten in ki ga na nek način živimo. Odgovor na to vprašanje seveda je odvisno od tega, kako umestimo. Vse se sliši tudi brez mikrofona. Sovražim to. Tako se sliši? Skratka, odgovor na to vprašanje je potrebno umestiti v kontekst tudi sedanjih potez prejšnje sedanje vlade. In če bi me vprašali to vprašanje mogoče kakšno leto, dve, bi rekel verjetno marsikaj ja, ne pa vse. Če pa me vprašate to dan danes, bi pa rekel, da je to seveda izjemno zanimivo politično vprašanje, kajti v bistvu naslavlja ta vprašanja ravno na neprave elite, na tiste, ki bi rade marsikatero teže obstoječih pravic ukinile. Kaj še ne da bi razširljeno, da če aktualiziram. Tako prejšnja vlada Pahorjeva kot sedanja sta družno podprli idejo potem, da se v bistvu radikalno omeji pobuda po referendumu. Skratka, to korekturo, odločanje ljudi v določenih stvareh vidijo v bistvu prej kot neko motnjo, kot neko koristno stvar. Drugič, kar se tiče vsebine, njih zanima bolj proračun, ravno to, kar vi predlagate, da o tem ne smete odločati. Vi lahko, če drugem odločate, ob teh stvarih ne smete. Tle seveda je zgodba povezana z Evropo. V Evropi ni dosti drugače. Razen posameznih otočkov, Islandcev in podobnih, ker imajo referendume in o pokojninskih reformah in o številnih drugih stvareh. Cela Evropa razlaga, da za referendumi pa da ni za se hecati. Recimo, Irci so edini imeli referendum o fiskalnem paktu, ampak to samo zato, ker ustava izrecno določa, da ga morajo imeti. Ampak ta referendum so imeli s pištolo proti glavi. Zakaj? Zato, ker drugi pakt, to je ESM, Evropski sklad stabilnosti mehanizem, ki pa podeljuje denar tem državam, istočasno določa, da država, ki ne podpiše fiskalnega pakta, tega denarja ne dobi. Tako da sama vsebina pravic bo postala še veliko bolj aktualna, če se bo ta politika nadaljevala, kajti v luči te sedanje politike, ker praktično ni razlik, da bo zelo jasno. Tu je nek vsebinsko soglasje o tem, da je in tudi, ko poslušate neke zelo osiromašene konceptualizacije neposredne demokracije v domačem političnem prostoru, predvsem strani političnih elit, slišite predvsem razlago, da v bistvu ljudstvo spregovori takrat, ko zapišemo ustavo, potem pa je ustava edini arbiter, ki določa parametre obnašanja. Ne pozabljam eno, v bistvu zame še vedno najbolj zanimivo teorijo, ki prihaja z one strani luže, zato je pri nas malo manj znana. Bruce Ackerman je napisal to že 20 let nazaj, govori o dualistični demokraciji. Pravi, ljudstvo spregovori lahko večkrat. In ko spregovori prepričljivo, je to v bistvu nova ustava. In politika se mora držati te nove ustave. To se mi zdi zelo zanimiva teza. On to pa nazori recimo s 3 zanimivi obdobji v zgodovini, ameriški zgodovini, rekonstrukcija, to je obdobje po njihovi državljanski vojni, New Deal in tako naprej. Skratka, to je ta zgornji nivo, zgornji track, kot on pravi, ustavnosti. Potem drugi pa seveda mora temu slediti, mora spoštovati to, za
upravičeno voljo. Kar se pa pri nas dogaja sedaj, tudi pod vplivom Evrope in evropske politike, ki diktira te stvari, je seveda pa, da je ravno to poseganje po teh oblikah nezaželeno, politika ga ne mara, ga noče, išče načine, kako bi ga omejila. Tako da, če še mogoče samo še en aktualen primer, ta nesrečna odločba Ustavnega sodišča, kjer je prepovedalo referendum o slabi banki in o holdingu. V bistvu se je tudi prejšnja vlada tudi hotela prepovedati referendum, ampak je imela to smolo, da se je Ustavno sodišče šele zdaj premislilo. Če bi čisto pravno strokovno bi pa razlagal, da je prejšnja vlada imela v bistvu celo več dobrih argumentov, čeprav se z njim nisem strinjal, več dobrih argumentov za prepoved tistega prejšnjega referenduma, kot je imela ta vlada. Ampak sodišče se šele zdaj premislilo. Vseeno bi rad postavil vprašanje. Kolega Janovič je omenil posebne primere, na katere bi kazalo posvečati več pozornosti. Ali so vendarle potrebne katero od varovalk? Kaj imamo v mislih? Glejte, če se ozrem na recimo levi politični prostor, je nekajkrat poskušal z referendumi, ki jih je serijsko izgubljal na izjemno pomembnih temah. OBMP, družinska zakonodaja. In potem se vrne očitek z nasprotnega političnega pola, to je demokracija. To je neposredna demokracija. Če sem do konca vulgarni in provokativni, bi rekel, da je bil Ambrus neposredna demokracija, ker je moral, tako meni Janez Drnovšek, uveljavljati avtoriteto, moralno in konec tudi politično instanco. Se pravi, če razmišljamo naprej o varovalkah, kako najdete tisto občutljivo mejo, ali je to arbitrarna politična odločitev, ali je to filozofska, strokovna, pravna,